Današnji strokovni posvet je v bistvu v Celju že tretji, ki ga pripravljamo ob Svetovnem dnevu zdravja. Svetovni dan zdravja je v letošnjem letu namenjen staranju, aktivnemu staranju. Kaj to pomeni? To pomeni, da si želimo kakovostno preživeti leta, da želimo, da so starejši vključeni enakovredno v družbeno življenje, da imajo zagotovljena njim ustrezna delovna mesta in pa seveda tudi primerna stanovanja, infrastrukturo, prevoze in še kaj bi se našlo. Aktivno staranje je tudi po tej plati, ker si želimo, da bi se starejši vključili v družbo na takšen način, da bi zdravi dočakali tista leta in da bi pri tem še kako poudarjali tudi medgeneracijsko sodelovanje. Letošnji Svetovni dan zdravja poudarja namreč tudi to temo, da je potrebno za to, da dočakaš kakovostno starost, poskrbeti že v mladih letih življenja. Torej, skrbeti za zdravje skozi vsa življenjska obdobja. Osrednji govornik danes je bil profesor dr. Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, to je Inštitut za gerontologijo. In prav z njegovim tem osrednjim predavanjem smo želeli izvedeti, kakšne so poti do kakovostnega staranja, kje smo na Celjskem, kaj se dogaja v svetu, kakšni so primeri dobre prakse in te primere seveda pripeljati tudi v mesto. Po tem osrednjem nagovoru je pa sledila okrogla miza, na katero smo pa povabili seveda tiste, za katere smatramo, da so na področju zagotavljanja kakovostnega staranja, aktivnega staranja v mestu tudi dokaj veliko že postorili. Predstavniki zdravstva, predstavniki civilne družbe, predstavniki prostovoljstva, predstavniki organiziranih služb javnih zavodov in na koncu, če povzamem, lahko ugotovim, da mesto kot takšno, tudi v okviru projekta Celje zdravo mesto, je na področju aktivnega staranja naredilo veliko. Pred nami so sicer novi izzivi in mislim, da se nam teh izzivov ni potrebno bati. V prihodnosti bomo veliko računali na prostovoljstvo in zato bi že tukaj poudarila, kako pomembno je to medgeneracijsko sodelovanje. Torej, ne samo, da starejši skrbijo za starejše, ampak je primerne komunikacije, sodelovanja in povezovanja potrebno naučiti tudi mlajše. Torej, z vzgojo, izobraževanjem, že v tiste čisto prve stike z izobraževanjem, vrtce, šole in tako naprej. Projektni svet Celje zdravo mesto je že tretje leto pripravil osrednji dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja in to ni samo strokovni posvet, namenjen strokovni javnosti in tudi širši javnosti, ampak še številni drugi dogodki. Pravzaprav smo začeli že včeraj v lokalnih skupnostih. Javni zavod Celjske lekarne pripravil številna predavanja za društvo upokojencev, za krajevne skupnosti in danes nadaljujemo. V mestu od 10. ure dalje pa do 2. ure stojijo stojnice, ki so namenjene predstavitvi zdravega načina življenja, meri se krvni tlak, meri se holesterol v krvi, krvni sladkor, predstavljajo se različne aktivnosti, tam stoji reševalno vozilo in se predstavlja prva pomoč, tam se lahko ljudje naučijo, kakšna je prava, pravilna drža, naučijo nordijske hoje, pravilne vadbe in še bi lahko govorila. Zelo pomembno pa je tudi, jaz mu rečem, kar oder vseh generacij. To je naš oder, na katerem nastopajo vsi, od tistih najmlajših iz vrtcev, pa preko osnovnih šol, dijakov, do nastopajočih iz doma starejših ob Savinji v Celju. In potem, ko se program na odru zaključi, bo vse zbrane nagovoril podžupan, gospod Rozman, in jih povabil na medgeneracijski pohod proti visečemu mostu. In jaz sem prepričana, da smo Celjanke in Celjani tako krepki in tako dobrega zdravja, da nas tudi kakšna dežna kapljica ne more prestrašiti in da se bomo tega pohoda seveda udeležili tako, kot smo se ga prejšnja leta.
No in vse te naše prireditve pa se zaključujejo naslednjo soboto, to je 14. aprila ob Šmartinskem jezeru, kjer pa prirejamo s fundacijo Utrip humanosti, humanitarna fundacija, že 4. dobrodelni tek, ki ga imenujemo Mi ga z mano oziroma tek ali hoja v boju proti debelosti. Na Celjskem imamo namreč povečano število ljudi, ki so prekomerno prehranjeni, debeli, in zato želimo promovirati zdrav način življenja tudi na takšen način. Ta tek bo dobrodelen, sredstva, ki jih bomo zbrali s štartninami, gredo v sklad za štipendije mladim, ki so oboleli za rakom. Torej, lahko živimo zdravo, naredimo nekaj dobrega zase, pridemo v prekrasno naravo in pri tem smo še dobrodelni. Tek pa je namenjen prav vsem, a ne vsem generacijam, torej najmlajšim, naj detki in babice pripeljejo svoje vnuke in vnukinje, naj se družine družijo, naj se pogovarjajo med sabo, lahko se samo družijo, lahko na stojnicah zopet izvedo kaj o dobrem in zdravem življenju, lahko zamigajo malo, lahko hodijo, lahko nordijsko hodijo ali tečejo na 2, 4 ali 8 kilometrov. Dobrodošli tudi tam.